kakšna je razlika med ameriškim ETF-om in pa evropskim, ki investira, oba pa investirata seveda v indeks S&P 500. Poglejmo eden najbolj priljubljenih ETF-ov, in sicer to je od Vanguarda, ki sledi indeksu S&P 500, to je VOO, to je simbol, kratica VOO. Poglejmo, če ga lahko kupimo preko Interactive Brokers. Evo, dobili smo obvestilo, da nimamo dovoljenja za trgovanje s tovrstnim inštrumentom, ker nima KID, torej ključni informacijski dokument, ki ga je potrebno imeti, če smo pač evropski vlagatelji. Vendar pozor, tukaj je en trik. Znotraj individualnih naložbenih računov pa lahko kupite VOO, mora seveda priti na vašo pobudo ta želja, ker ta ETF se bo obravnaval kot alternativni investicijski sklad, čeprav nima KID-a. Seveda moramo tukaj seveda opozoriti tudi na stroške. Stroški v tem primeru so bistveno višji, kot pa recimo, če bi kupovali prek kakšnega drugega brokerja, ker so naši borzni posredniki so posredniki posrednikov in je veriga bistveno daljša. Pripravili smo tudi INR primerjalnik, kjer lahko tudi vidite, kakšni so te stroški. Zdaj, če iščemo neko alternativo, ki seveda ta KID ima in je dostopen evropskim vlagateljem in ga lahko kupujemo tudi preko drugih brokerjev, ne samo preko INR-ja, alternativa je VUAA, gre za Vanguardov ETF, ki je precej podoben, ali pa recimo od BlackRocka iShares lahko tudi v bistvu vzamemo ETF, ki sledi indeksu S&P 500 in je eden izmed največjih in cenovno najbolj ugodnih. Cena je 0,07%, kar je za 0,04 odstotne točke več kot pa recimo ameriški ETF. Hkrati je treba povedati, da evropskega kupujemo na evropskih borzah, torej v nemških Setri ali pa Amsterdamu, medtem ko ameriški kupujemo na ameriških borzah. Razlika je lahko tudi v velikosti. Skladi ameriški so pogosto večji, ker pač je kultura investiranja v ETF-e bistveno večja v Ameriki kot pa na stari celini. Razlike so pač v stroških, seveda morate tudi paziti, preko katerega brokerja kupujete. Pazite, ker stroški znajo biti kar precej visoki. Tako da, to je to. Poslušajte Money How, ne bo vam žal.